Ok, v redu. Mogoče. Okay. A še moram zdaj vse ponoviti, ali? Na začetku gremo, ja. Se pravi, predstavi se, kdo si in to. A bi me še rad tako dolgo poslušal? Sem Mojca, sem stara 30 let, prihajam iz Maribora, že 3 leta pa pol živim v Trebnje, kamor me je pripeljala moja ljubezen. Svoj prosti čas zelo rada preživljam v naravi, obožujem živali, jogo in svoje 3 leta pa pol s hčerko, s katero preživljava čas. Veganka sem pa od leta 2016. V bistvu že od malega imam zelo rada živali. In kot sem še bila majhna, ko sem bila še majhna, sem doživela eno zelo slabo izkušnjo. In takrat sem potem bila tudi en čas vegetarijanka, ampak kot otrok vegetarijanec takrat ni bilo ravno sprejemljivo in so mi tole moje sočutje, empatijo do živali zbili. Pred 2 letoma pa pol nekje sem pa prišla do neke točke v življenju, ko me je zdravje prisililo, da začnem majčkeno drugače gledati na sebe, na druge. In takrat sem se tudi prvič srečala z vegetarijanstvom in veganstvom, ki pa so mi potem tudi prebudili ostale čute do živali, do soljudi, do zemlje. In takrat se je moja pot začela drugače. Bila sem zelo bolehen človek. Sem dokaj relativno mlada, ampak za tisto svojo starost sem bila nenormalno bolehna. In po rojstvu hčerke še prišla tista utrujenost, izčrpanost, in lahko rečem, da me je skoraj pripeljalo do dna. In takrat sem dobesedno bila prisiljena, da nekaj naredim v življenju, če želim še živeti. Pri svojih 25 letih, 26 sem imela luskavico, hudo obliko luskavice, kronično vnetje želodca, razne alergije, utrujenost, izčrpanost, črne podočnjake, delno še mogoče vidno zdaj, ampak delamo na tem. In samo veganstvo je moje življenje, telo, pogled, razmišljanje spremenilo čisto. Moj slog pred veganstvom, življenjski slog pred veganstvom, pa tudi samo razmišljanje je bilo čisto drugačno. Nisem dovolj gledala na to, kaj dajem v sebe, in kolikor skrbimo za telo, kako ravnamo s telesom, to nam potem tudi telo vrača, in meni je telo dobesedno vrnilo to, kar sem delala z njim. Na začetku je bil prehod mogoče malenkost težek, zato ker nisem vedela, kako naj v bistvu pripravim hrano, ampak ob vsem tem sem imela eno veliko podporo, mojo Andrejo. Ona je moja sorodna duša, najboljša prijateljica, učiteljica joge, in moram reči, da mi je ona veliko olajšala to delo. Poleg tega imamo danes en kup spletnih strani, Facebook skupin, kjer si lahko vsi ljudje pogledamo, kako se pripravljajo recepti, kako se pripravi hrana, s čim lahko razne sestavine nadomestimo. In danes je že toliko razvitih teh stvari, da mislim, da vsakemu veganu je pot kar danes olajšana. Najbolj sem pogrešala mlečne izdelke, mesa niti ne, mlečne izdelke pa kar. Ampak kot sem povedala, danes imamo toliko različnih stvari, receptov,
idej, kako nadomestiti neko stvar, pa niti ne nadomestiti, kako pripraviti jed na drugačen način. Tako da danes enostavno nimam več težav. Zelo rada kuham, zelo rada pripravljam hrano, zelo rada eksperimentiram. Ne bom rekla, da mi je vseeno, ko vidim, da nekdo je meso, ali pa reče, da pač je meso in mlečne izdelke. Daleč od tega. Enako je pri mojem možu in hčerki, vendar verjamem, da ljudje z svojim sočutjem, z ljubeznijo in zgledom dajemo ostalim ljudem največ. Zato, ker verjamem, da z takšnim načinom tudi pri drugih ljudeh zbudimo to, kar moramo, to, kar so drugi pri nas. Veganstvo mi je v bistvu obrnilo moje življenje na glavo. Poleg razmišljanja, ki ne verjamem, da bi ga še lahko spremenila, ker ko enkrat vidimo vse, kar se zadaj dogaja za našimi stenami, težko si zatiskamo potem oči nazaj. Moje zdravstveno stanje, kar je bil prvotni namen, zakaj sem začela z veganstvom, se je nenormalno izboljšalo. Jaz v bistvu lahko zdaj trenutno rečem, da nimam nobenih težav. Luskavica, ki je neozdravljiva bolezen, sem jo pozdravila. Alergije sem pozdravila. Kronično vnetje želodca, tudi to sem pozdravila. In vse z veganstvom. In seveda z razmišljanjem. Me še občasno zbada kdo, sicer zdaj so se že mičkeno navadili, ampak so me zbadali, a ne bi raje še kako mesa ali pa ribo ali pa... Ampak moram reči, da imam kar pozitivne izkušnje. Mogoče ne razumejo celotne slike, niti jim nočem vsiljevati preveč na grd način, ampak moram reči, da se kar trudijo. Vedno mi pripravijo posebej hrano, me vprašajo, sploh moja mami me kar razvaja in jaz osebno imam dobre izkušnje. V bistvu, glede na to, da sem se preselila, se je moj krog prijateljev malce zožil. Tle moja družba v Trebnjem na Dolenjskem pa je v redu sprejela. Moja najboljša prijateljica je tudi veganka in to mi zelo veliko pomeni. Da ima, pa ne samo prijatelji, tudi da vidimo okrog nas, da je vedno več teh ljudi, da se lahko pogovarjamo o tem, da več ni to neka tabu tema. Iz izkušenj sem opazila, da če nekomu vsiljuješ svoj pogled na agresiven način, dobiš to agresijo nazaj. Tako da se izogibam agresivnemu načinu vsiljevanja. To ne pomeni, da zamižim. Zamižati ni pametno. Ampak mislim, da je zelo pomembno, na kakšen način povemo sočloveku, kaj v bistvu ima na krožniku, kaj se zadaj dogaja. Tako da nikoli ne vsiljujem na grd način. Poskušam pa, kolikor začutim drugega človeka, da je pripravljen do neke meje sploh razglabljati teme, mu predstavim. Ja, definitivno. To je moja učiteljica joge, moja najboljša prijateljica, moja sorodna duša, moja soseda, ki je že veganka več kot 20 let. Z svojim razmišljanjem in z vsem ostalim mi je res vzor, res jo občudujem, res je spoštovanja vredna ženska. Hvala, Andreja Kolar. Dragi soljudje,
Mi smo tisti, ki si ustvarjamo našo prihodnost. Naša prihodnost je odvisna od nas, s tem, kako delujemo v življenju, do soljudi, do živali in do okolja. In mislim, da je veganstvo edina prava smer, da si zgradimo lepo prihodnost, mirno prihodnost, polno sočutja in ljubezni. Go vegan! Moja najboljša prijateljica, moja učiteljica joge, ona je veganka že več kot 20 let. Imava zelo podoben način razmišljanja in jo zelo občudujem in spoštujem. A sem povedala njeno ime? Ja, nisi. Vse si povedala.